veste, kako se nadaljuje to vrstno zdravljenje, v koliko odstotkih je uspešno, če so ti prvi koraki pri pomoči uspešni in pravilni? No, potem, ko mi dobimo bolnika v bolnišnico, ponavadi opravimo slikanje koronarnih arterij, ker v velikem procentu je vzrok zastoj prav strdek v koronarni arteriji, ki ga potem razrešimo. Potem pa dodatno za 24 ur podhlajujemo bolnika, s tem, da zmanjšamo okvaro centralnega živčenja, ki nastane ob tem, ko srce ne deluje. Skratka, s temi postopki smo samo bolnišnično preživetje povečali za več kot 50%. Kako uspešno je na splošno recimo to vrstno zdravljenje danes v primerjavi z 10 ali 20 leti nazaj? No, če vzamemo celo skupino bolnikov, mi smo naredili v letih 95-97 raziskavo za področje Ljubljane, kjer je preživelo 5,6% bolnikov z dobrim nevrološkim izhodom, samo 3%, no danes pa je procent 15%. Tako da v bistvu smo 5-krat povečali uspešnost in poudarjam, tukaj gre za verigo preživetja, ki se začne s pravilnimi ukrepi laika na terenu. Kaj svetujete laikom? Verjetno to naj jih ne bo strah ukrepati. Vsekakor to je situacija, ker laik ne more narediti nič slabega, nasprotno lahko stori samo dobro in reši življenje. Prav tako tukaj ni nevarnosti, da bi se bodisi poškodoval, in druga stvar, če ni pripravljen izvajati določenega števila vpihov na določeno število masaž, odnosno stiskov prsnega koša, potem seveda naj samo stiska prsni koš, povsem popusti vpihe, ker raziskave jasno kažejo, da večje koristi zaradi vpihov ni. Seveda pa je ključnega pomena poznavanje tovrstnih postopkov, poznavanje oživljanja, zato je pomembno tudi izobraževanje, ki se lahko začne že v zgodnjih letih. Tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti se je pridružila pobudi apelu za uvedbo učenja osnov oživljanja v osnovni šoli. No, slovenski akademiki so prepoznali pomembnost te pobude in zastavili svojo strokovno in znanstveno avtoriteto preko predsednika republike, da bi to končno postalo obvezen del pouka v osnovnih šolah.